Menjave kontingentov v operacijah kriznega odzivanja so rutinski postopek v Slovenski vojski, saj ga ponavljamo že 15 let. Pa vendar je vsak prihod ali odhod za vsakega vojaka in njegovo družino poseben, enkraten dogodek. Je zadovoljstvo in veselje po uspešno opravljeni nalogi in vrnitvi domov. In je vznemirjenje, pričakovanje in morda tudi dvom ob odhodu na opravljanje nalog, ki zahtevajo odrekanje in soočanje z nevarnostmi. Vesel sem, da vas je prišlo veliko, ki ste prišli izreči dobrodošlico in priznanje tistim, ki so se vrnili, in pospremiti na pot z dobrimi željami tiste, ki odhajajo. Danes se poslavljamo od pripadnikov dveh kontingentov. V Bosno in Hercegovino odhaja 27. kontingent, ki mu poveljuje podpolkovnik Branko Potočnik. Pripadniki bodo opravljali naloge v sestavi sil NATO in Evropske unije. Čeprav majhen, je kontingent nepogrešljiva zmogljivost za poveljnika mirovnih sil v Sarajevu, saj pomembno prispeva pri podpori transformacije obrambnih sil Bosne in Hercegovine, ter je skupaj z pripadniki drugih držav nekakšen senzor mednarodne skupnosti. Za nas pa je pomembna tudi njegova vloga pri krepitvi sodelovanja med vojskama ter povezovanja slovenske skupnosti v Sarajevu. V Afganistan odhaja 16. kontingent in tretji, odkar se je Slovenija odločila, da prevzame odgovornost za samostojno mentoriranje bataljona Afganistanske nacionalne vojske. Poveljuje mu polkovnik Robert Glavaš. Pripadniki kontingenta bodo delovali na 8 lokacijah v Afganistanu, v poveljstvih sil ISAF, v centrih za usposabljanje, mentorskih skupinah in skupinah za obnovo. Pred vami so pripadniki in pripadnice Slovenske vojske in civilni strokovnjaki, motivirani, usposobljeni, pripravljeni, da na najboljši način uresničijo svoje poslanstvo, zavedajoč se nevarnosti in izzivov, ki jih čakajo. Skupaj z njimi v postroju 12 pripadnikov nacionalne garde iz Kolorada iz Združenih držav Amerike, ki so nepogrešljiv člen našega kontingenta, predvsem na področju logistične podpore. In veseli me, da je z nami tudi ambasador Združenih držav v Sloveniji in ameriški obrambni ataše. Your Excellency, I wish you a warm welcome. It's a privilege to have you here. I use this occasion to express my appreciation for the support provided by the United States of America for our troops in the area of operations. And thank you for the decision which enables us to continue with the deployment of combined Slovenian-American OMLT. In danes pozdravljamo doma pripadnike in pripadnice 23. kontingenta, ki se je vrnil iz Kosova in ki mu poveljuje podpolkovnik Peter Einfalt. Pripadniki 23. kontingenta so se uspešno soočali z nepredvidljivimi situacijami, z izzivi in tveganji, prikazali preudarno in pogumno ravnanje ter veliko požrtvovalnost na različnih dolžnostih, v poveljstvih, v četah, skupinah za povezavo, na tleh in v zraku. Gospe in gospodje, to so tisti, ki ste jih lahko opazovali na TV ekranih zadnje mesece in tisti, ki so na najboljši način prikazali vse, kar si lahko predstavljamo pod pojmom slovenska profesionalna vojska. Prikaz naporov in motivov, ki so se začeli uresničevati pred leti v 10. bataljonu in katere pripadniki so na Kosovu na najboljši način pokazali, kaj je še vedno, kaj pomeni 10. motorizirani bataljon v Slovenski vojski. Ta kontingent je pokazal tudi, da se zaveda krize, v kateri se nahaja naša domovina in je uspel na različne načine privarčevati kar 1/4 finančnih sredstev. Za nekatere med njimi pa je še poseben dan, saj je to za njih eden zadnjih dogodkov v vojaški karieri. Med njimi 2 veteranoma vojne za Slovenijo, pripadnikoma manevrske strukture narodne zaščite in teritorialne obrambe, podpolkovniku Petru Einfaltu in podpolkovniku Vojku Adamiču. Dogodki na Kosovu so pokazali, kako uspešen je lahko tim veteranov in mlajših častnikov, kot so na primer stotnika Jure Rosulnik in Tomaž Žbogar, ki sta poveljevala četam na Kosovo in se skupaj s svojimi vojaki in podčastniki na najbolj neposreden način soočala z nepredvidljivimi razmerami. Vesel sem, da naše napore v domovini in zunaj spremljajo tudi veterani ene druge vojne. Hvala, general Lado Kocjan, da ste danes z nami. Vsem želim, da bi se prijetno počutili, pripadnikom kontingenta KFOR želim uspešno vrnitev na dolžnosti in lepih trenutkov v krogu vaših družin, pripadnikom kontingenta ISAF
in EUFOR pa uspešno in varno delovanje in srečno vrnitev. Hvala.